Se je v predvolilno kampanjo vključilo tudi specializirano državno tožilstvo, kot je ob današnji predstavitvi kandidatne liste NSI-ja, SLS-a in Fokusa Marka Lotrič dejal predsednik NSI-ja Jernej Vrtovec, ki mu tako kot še trem vidnim članom stranke specializirano državno tožilstvo očita zlorabo položaja. V začetku meseca je na okrajno sodišče v Ljubljani vložilo obtožni predlog zoper 4 sedanje in nekdanje člane KNOVS-a, pri čemer Vrtovcu, Žaklju, Horvatu in Toninu očita kaznivo dejanje zlorabo uradnega položaja ali pravic. Ovadba naj bi se nanašala na nenapovedan nadzor članov KNOVS-a, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars, med drugim Valentinu Hajdinjaku, nekdanjemu direktorju Darsa, sicer nekdanjemu vidnemu članu NSI-ja. Kaj zdaj in s kakšno kandidatno listo namerava skupna lista NSI-ja, SLS-a in Fokusa zagotoviti, kot pravi Jernej Vrtovec, razvojno vlado, ki ne bo izključevala nikogar, zdravnikov, podjetnikov in kmetov, ne bo imela za razredne sovražnike, bomo izvedeli iz prve roke, saj je naš gost predsednik NSI-ja Jernej Vrtovec. Dober večer, gospod Vrtovec. Dober večer, želim. Vi ste ob današnji predstavitvi kandidatov dejali, da je vložitev obtožnega predloga zoper vaše 4 člane vmešavanja tožilstva v predvolilno kampanjo. Drži? Ja, absolutno. To drži, ja. Nadaljujem. Ampak a se vam ne zdi, da je najlažje reči, odločitev tožilstva je politično motivirana in tako preusmeriti razpravo iz očitkov v obtožnem predlogu, ki jih tožilstvo očita vam, na politično področje? Zdaj, kakšni so očitki tožilstva, mi sploh ne vemo, ker tožilstvo v bistvu nam ni še nič poslalo, niti ni imel kazenske ovadbe. Zaradi tega je ta zgodba zelo močno spolitizirana. Smo pa mi v začetku januarja že poslali na tožilstvo en dopis in tožilstvo nekako prosili, da naj čim prej pospeši ta postopek ali pa naj ga izvede po volilni kampanji. S tem, ko pa tožilstvo 10 dni pred začetkom volilne kampanje pač reklo, nam ga ni nič poslalo, ampak obdalo obtožni predlog, ki je dejansko vstopilo v samo volilno kampanjo in premešalo ali pa želi mešati politične štrene izključno zaradi tega, da ne pride do desno-sredinske vlade v Sloveniji, za katero je porok, da nastane izključno skupna lista NSI, SLS in Fokus. Ampak po tej vaši razlagi, gospod Vrtovec, potem tožilstvo, sodišča, KPK, pred volitvami, v medvolilno kampanjo ne bi smeli sploh delati, To je absurd, Oni odločajo na podlagi, so samostojni pri svojem delu, ne smejo poslušati politike. Absolutno, te samostojnosti jim nihče ne odreka, tudi spoštovanja pravne države, ampak tukaj je vrsto sosledi, ki kaže na to, kako je postopalo v tem primeru tožilstvo. Nenazadnje tudi ustavni pravnik Ernest Petrič je dejal v tem primeru, da gre za absurd, prav tako drugi ustavni pravniki, tudi kazenski pravnik, gospod Mlinar, je javno za vašo televizijo dejal, da to, kar se dogaja v Sloveniji, zdaj poslancem Nove Slovenije, vizavi tožilstva, to, kar se dogaja, je preseglo meje dobrega okusa in posega v volilno kampanjo, da ne bi prišli v Sloveniji do spremembe oblasti. Ampak gledajte, gospod Vrtovec, očitek tožilstva je resen, da ste vi skupaj še 3 poslanci NSI-ja zlorabili uradni položaj, ko ste na policiji preverjali telefonske številke na podlagi, kot je dejal gospod Žakelj, anonimne prijave. In kakšno naključje, med telefonskimi številkami je ravno številka nekdanjega direktorja Darsa Valentina Hajdinjaka, to se je dogajalo v času afere Dars, kot da ste zlorabili komisijo oziroma položaj za to, da ste preverili, ali Hajdinjaku presluškujejo ali ne in njemu in ostalim, če bi bili slučajno udeleženi v kakšnih kaznivih dejanjih, dali na znanje, naj bodo previdni pri telefonski komunikaciji, da pospravijo kakršnekoli dokaze z mize. To je smešno. 2 stvari, ki sta pa zelo resni. To je to, da že na začetku mandata... Zakaj je to smešno? To so očitki realni. Zaradi tega, ker to vrstne stvari in to vrstne preverbe je omenjena komisija počela že v vseh mandatih pred tem mandatom. Je pa v tem mandatu, glede na tudi odločitve KPK-ja, glede na obsodbe bivše ministrice Bobnarjeve, ki je odstopila. Zakaj je odstopila? Zato, ker je predsednik vlade, po njenem mnenju, posegal v neodvisno delovanje policije. In sedaj, če si komisija, ki nadzoruje delo policije, hkrati pa imaš bivšo ministrico, ki opozarja na to, da je Robert Golob ugrabil policijo,
za politične namene, potem je pa naloga te komisije toliko večja, da spremlja delovanje in nadzira delovanje policije. Ampak ali morda niste vi ugrabili komisijo zato, da ste preverili telefonske številke Valentina Hajdinjaka in ga opozorili, pazi, kako govoriš po telefonu, da ne bi se morda obremenil? Še enkrat, to vrstne stvari lahko preverite. So se v mandatu, ko sem bil jaz minister, 2020-2022 in je neka druga stranka je vodila to komisijo, v tem primeru SD. So na tedenski ravni delali te iste stvari, pa nobenih kazenskih ovadb ni bilo vloženih. Ampak tukaj gre v tem primeru za dvojne vatle. Naj še povem, tudi potem, ko smo mi to preverbo naredili, je Komisija za nadzor obveščevalnih služb to vrstne preverbe na policiji še vedno delala. Ampak glej, samo v tem primeru, ki je šlo za rizičen primer, je policija, ki je, kot kaže, po mnenju tudi KPK-ja, tista 2 SMS-a sta simptom, kako deluje Robert Golob in policija, je ocenila, da je šlo tukaj za nekaj predrznega. In tukaj ne gre za nobeno kaznivo dejanje, kar se bo dokazalo tudi, ko bo ta zadeva prej ali slej zavržena na drugih sodnih instancah. Ampak prišla je ven številka vašega gospoda Hajdinjaka. A se vam ne zdi, da bo to recimo to breme za vas recimo in da bi se ga razbremenili recimo z odstopom mesta predsednika NSI-ja, da bo to preveliko breme v predvolilni kampanji za vas osebno? Glejte, lepo vas prosim, v tem primeru poslanci Nove Slovenije, na kar opozarja tudi največja poslanska skupina v Evropskem parlamentu in danes se po kuloarjih govori, da je Evropska komisija zgrožena nad tem, kar je tukaj specializirano državno tožilstvo naredilo, je vse skupaj in vse obtožbe so smešne in verjamem, da ljudje, glede na javno mnenjsko podporo Novi Sloveniji in skupni listi, vidijo, da gre za izmišljotine. Kajti javnomnenjske raziskave dajajo skupno listo na 3. mesto z 10 poslanci oziroma še več in možnostjo desno-sredinske vlade, ki jo Slovenija potrebuje za nek razvojni preboj. Ampak zakaj vi pravite, da Slovenija potrebuje za razvojni preboj ravno desno-sredinsko vlado? Zato, ker zdaj imamo levo-sredinsko vlado in vidimo nazadovanja na različnih področjih. Imamo nižje plače. Poprečna neto plača je skoraj takšna, kot je poprečna neto plača na Hrvaškem. Imamo kaos v zdravstvu, kaos v kmetijstvu. Mladi ne pridejo do stanovanj. Se pravi, potrebujemo drugačno vlado, kajti to, kar zna Robert Golob in Luka Mesec, smo že videli. Zaradi tega pa potrebujemo drugačno vlado, ki bo bila razumna do gospodarstva, obrtnikov, podjetnikov, kmetov, do ljudi, ki vsak dan trdo delajo, hodijo v službo, želijo pa za svoje pošteno delo dobiti tudi pošteno plačilo. Ampak na drugi strani Luka Mesec in gospod Golob pravita, da tudi smo že videli, kaj dela desno-sredinska vlada, ki jo vodi Janez Janša, teror in tako naprej. Vi ste edina stranka, ki ste dejali, da po koaliciji nimate problema, če se upoštevajo vaše zahteve, da greste tudi v koalicijo z Janezom Janšo. Zakaj ne? Nimate tega problema. Da greste v koalicijo z gospodom Janšo, imate pa problem, da greste v koalicijo z gospodom Golobom. Z gospodom Golobom zelo težko gre človek v koalicijo, glede na to, kakšno stanje je državo pripeljal. Ampak dajmo mi soočiti programe in iskati skupne točke. In takrat, po volitvah, ko damo programe na mizo in programske izhodišča, je Nova Slovenija absolutno skupaj celotna lista SLS in Fokus zelo sorodna, seveda, v povezovanju z desno-sredinskimi, drugimi desno-sredinskimi strankami, ki imajo vizijo, ne le za danes, ampak vizijo, kaj Slovenija jutri. Tukaj so tudi mladi, stanovanja. Na vsa ta vprašanja obstoječa vlada ni odgovorila. Torej, če želimo mi spremeniti kurs, potem moramo iti v drugačno smer, ne pa to smer, ko nas pelje Luka Mesec in Robert Golob. Glejte, razmerje med 88 kandidati na skupne liste je 15 kandidatov Fokus, 24 SLS, ostalo Nova Slovenija. Na katere kandidate, normalno poleg vas, še najbolj stavite? Recimo, ne vem, 2 zanimivosti. Tina Bregant kandidira v enoti Ptuj, 3 ne kandidira v Ljubljani, 3, kjer je mestna svetnica, morda zato, ker se bojite, da naj bi bila izvoljiva. Tudi zanimivo je, da gospod Marko Lotrič ne kandidira, čeprav je predsednik stranke. To povezovanje sorodnih strank, mi počnemo to, kar drugi govorijo, ta skupna lista ima močne sinergije. In verjamem, da je ključnega pomena pri tem, ko se zasleduje razvojne potencijale Slovenije. Kar se pa tiče posameznih kandidatur in kandidatov, jaz sem vesel, da je dala tako Slovenska ljudska stranka, kot tudi stranka Fokus Marka Lotriča izvrstne ljudi, ne bi posebej izpostavljal imen, kajti so res izvrstni, najboljši in verjamem, da tako kot Nova Slovenija, kot SLS in Fokus
bojo imeli tudi te dve stranki svoje predstavnike po teh volitvah v državnem zboru. Kajti, kot kažejo tudi raziskave javnega mnenja, vzdušje na terenu, ko smo vsak dan med ljudmi, to upanje, da lahko pride v Sloveniji do sprememb, tukaj je močan potencial, da ta skupna lista naredi pomemben preboj, čez 10%. Ampak vi ste na današnji predstavitvi kandidatov dejali še ne, da boste državljane razbremenili davkov. Ne? Katerih davkov in za koliko bi jih razbremenili? Najprej bomo razbremenili davek pri plačah, spremenili dohodninsko lestvico, razdelili še en vrhnji razred. Druga stvar, nižja obdavčitev za podjetja, pa tudi uvedba davčnih pavšalov za gostinske lokale, kozmetične salone, frizerske salone, tako kot je to v Avstriji. Se pravi, mi moramo spodbujati razumne davke, da bi ljudje lahko imeli več od tega, da bi lahko več trošili, na drugi strani pa zmanjševati tudi javno porabo, zaradi tega, da ne prihajamo v deficite in prekomerno trošenje, kar se pa gre zdajšnja vlada. Ampak mnogi menijo tudi, da če boste šli v desno-sredinsko vlado, ne, da vas bo v narekovajih Janez Janša pojedel in da boste vi tam samo za zdraven, kot so recimo kakšna zdaj stranka v sedanji koaliciji. Mi se nobene konkurence in nobene odgovornosti ne bojimo. Jaz lahko rečem, da Nova Slovenija je močna stranka, ki se je vedno, ko je bila v vladi, izkazala. Tokrat prihaja Nova Slovenija okrepljena, skupaj s Fokusom in SLS-om, in to je tisti potencial, da močnejša kot bo ta lista, bolj razvojna bo ta država. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala tudi vam.